Kako veš, da tvoj živčni sistem ni več reguliran in zakaj mu moraš pomagati? Živjo, zate imam danes zelo pomembno znanje, zato mu prisluhni. Veš, živčni sistem je tvoj notranji varnostni sistem. Ko je reguliran, se zna aktivirati in se zna vrniti nazaj v mir. Ko ni več reguliran, pa ostane nekako zataknjen. Danes ti želim pokazati 3 jasne znake, da tvoj živčni sistem ni več v ravnovesju in zakaj je nujno, da mu pomagaš. Si pripravljen, pripravljena? Tvoj prvi znak, ves čas se zdi, da si malo na robu, da hodiš po robu. Nisi mogoče ravno v paniki, ampak nikoli nisi zares mirna. Kadaj je skozi telo malo napeto, dih malo plitek, zvečer težko izklopiš, zaspiš, pa včasih te take majhne stvari res hitro vržejo iz tira. To je znak take kronične aktivacije in tvoj živčni sistem je že dolgo časa v pripravljenosti. Ne skače več visoko, to je res, ampak stalno nekako tli. In to je včasih nevarnejše kot akutna panika, ker telo porablja energijo v bistvu ves čas. Okay? Drugi znak je utrujenost, ki ne izgine. Spiš, počivaš, mogoče meditiraš, mogoče greš celo na dopust, ampak nima veze, utrujenost ostaja. Zakaj? Ker težava ni v energiji, ampak v regulaciji. Če je živčni sistem v kroničnem alarmu, telo nikoli ne pride v pravo regeneracijo. Lahko zaradi mene ležiš 8 ur, ampak sistem še vedno preverja, a sem v nevarnosti. In zato počitek ne pomaga, ker telo ni dobil dovoljenja, da je varno in da se res lahko sprosti. In tvoj tretji znak je, da ti meditacija ne zna pomagati. Meditacija, ki vedno drugače pomaga, a pa te celo meče ven iz meditacije. To je zelo pomemben znak. Če se med meditacijo začneš počutiti, da si nemirna, v bistvu, da ti je zoprn, tišina ti je zoprna, mogoče te spravi neko nelagodje, če misli postanejo še glasnejše v meditaciji, pa neki skožnarajo, to ni zato, ker ne znaš meditirati, ne gre se za to, daleč od tega. To pomeni, da je živčni sistem preveč aktiviran, da bi ti sploh dovolil neko tako umiritev pa poglobitev, kot je meditacija, ker telo ne zaupa miru, ga začne zato zavračati. In takrat kakršnekoli afirmacije, dihanje ali pozitivno razmišljanje ne bodo dovolj. Takrat potrebuješ regulacijo, ne neke motivacije. In moram priznati, da ogromno ljudi se počuti zdaj tako. In zakaj je treba pomagati živčnemu sistemu? Ker taka disregulacija vodi v izgorelost, tesnobo, preobremenjenost, odklop, težave s spanjem, dolgoročno tudi telesne posledične, ker živčni sistem je osnova vsega. Zdaj pa, vprašanje seveda je, če to imaš, kako si lahko pomagaš. Najprej rabiš prepoznati stanje, ne smeš ga ignorirati, okay? Drugo, nehaj sil telo, da mora biti mirno. Mir ni nekaj, kar se lahko prisili. Mir je posledica, naravna posledica regulacije. In tretja stvar, uporabljaj protokole, ki delujejo neposredno na živčni sistem, ne samo na misli. In tukaj potem zate prije naslednji korak. Kaj pa so ti protokoli? To pa ima teta Kristi zate. Za vse to sem ustvarila inštitut eterične neurohipnoterapije. To je sistem instantnih hipnoprotokolov, ki ne delujejo samo na ravni razumevanja, ampak neposredno v živčnem sistemu. Učiš se, kako delovati v akutni paniki, kako resetirati kronični alarm, kako delati z odklopom, kako trenirati sistem za pozitivno pričakovanje in kako ohraniti stabilnost tudi v razširjenih stanjih zavesti. Če želiš dobro razumeti živčni sistem globje zase ali za delo drugimi, te vabim v ta inštitut. Res zelo pomaga, efektiven je in ni naporen, hitro pomaga. Prijave najdeš na potovanjeduše.si in se te bom veselila, če bova skupaj.